Spoštovani nagrajenec Ivo Ban, spoštovane prejemnice in prejemniki nagrade Bert in drugih nagrad Društva slovenskih režiserjev in režiserk, spoštovane članice in člani DSR, spoštovani gostje, skratka, dragi ljubitelji filma. Hvala, ker ste prišli, da bi se osebno poklonili igralskemu poklicu in nagrajencu Ivo Banu. Ne predstavljam si lepšega poklona od predvajanja filma, ki se tako lepo stara, ki tako trmasto kljubuje zobu časa in zanesljivo ostaja eden od slovenskih filmskih kronskih draguljev. In nocoj ga lahko celo gledamo na velikem platnu, predvajanega s 35 mm traku. Pred ogledom pa dovolite, da preberem pismo scenarista filma Toneta Partljiča, namenjeno Ivu oziroma Vanču. Dragi Ivo Ban, dragi stric Vanč, 37 let je od tega, kar si bil stric Vanč v naši družini Malek. Najprej v ljubljanski drami, potem v filmu. Več kot 20 Vančev je bilo po gledališčih nekdanje skupne države. Vsi so imeli trdo nogo in si bicikel. Med vsemi si bil najbolj prepričljiv ti. Najboljše si krmaril z biciklom in bil si najboljši. Vse druge sem pozabil. Edini si znal oživiti to mojo izmišljeno osebo tako, da se nam je na koncu ta ubogi hudič Vanč kar zasmilil, kot je rekel moj ata Malek. Saj se ga oba spomniva, Poldeta dragega. Njega ni več. Matjaža Klopčiča ni več. Braneta Ivanca, predsednika Kloja, ni več. Kmeta Medveda, Iva Bermeža tudi ne. Hvala Bogu, ti si. Pa Milena, pa mali Tinček, ki si mu med snemanji pomagal kot ata in te imaš še zdaj najrajše. Tudi on se bliža 50. Tudi drugi so še. Kaj češ, se staramo. Kulak in tvoj Vanč pa ne. Malo sva bila v življenju skupaj, saj sva iz različnih koncev Slovenije. V čudnem svetu gledališča in naših izmišljenih zgodb sva tavala vsak na svoj način. Jaz sem pisal komedije, ti si igral izmišljene like. Moj ata, socialistični kulak, se je posrečil tako, da so mu ljudje verjeli bolj kot resnici sami. Po skupni zaslugi režiserja Matjaža, Poldeta, Milene, tudi mene in predvsem tebe in tvojega Vanča, naivnega socialističnega aktivista, ki je razumel zelo malo, ki je imel na tiho rad mimiko in je hotel vsem svojim pomagati. Izklesal si takega, da ga je vsa publika vzljubila, držala z njim, da se je človeško zasmilil. Hvala Ivo, dragi Vanč, dobro praznuj in oprosti, ker ne morem biti z vami v kinoteki. Ravno danes večer v Ljutomeru berem neke črtice. Ostani mi zdrav, Tone Partljič. Zdaj bi pa vse povabil, da uživamo v filmu. Zdaj pa del, zaradi katerega smo danes tukaj, in najprej bi povabil svojega kolega Metoda Pevca, da se mi pridruži in da tudi pove, zakaj smo danes tukaj. Dober večer. Nihče mi ni povedal, ampak je tako zelo evidentno. Jaz sem zelo vesel, da mi je pripadla ta čast, da preberem utemeljitev, za katero ne vem, kdo jo je napisal, ampak lahko stojim za njo, lahko stopim za njo. A to pomeni, da lahko kar preberem. Dobro. Najprej bi rad čestital Ivu za to vlogo, pa seveda za vse vloge. Tako, ker
je tak lep občutek, da lahko lepo in mirno z užitkom gledaš slovenski film. Tako si bolj ponosen na slovenski film, na igralce, ki ga naredijo takega. Tako da, hvala. Ivo Ban je eden tistih igralcev, čigar obraz in glas sta že dolgo in trdno zasidrana v slovensko kulturno zakladnico in tudi v naš kolektivni spomin. Njegovo obličje različnih starosti, mnogoterih pojavnosti je nepogrešljiva nit kitke kulturno zgodovino tega prostora. A Ivo Ban ni kakšna oddaljena, nedotakljiva ikona, je namreč eden tistih ljudi, ki jih na cesti spontano pozdravimo, saj se nam zdi, da ga osebno poznamo, da je del naših intimnih svetov. Tedaj pozdravljamo desetine njegovih metamorfoz, zaradi katerih se uvršča med velike filmske, gledališke, televizijske ali radijske igralce. Pojavnost Iva Bana je na prvi pogled povsem vsakdanja, a prav zaradi te navadnosti, videza slehernika, se lahko preoblikuje in prelevi v malodane kogarkoli. Seveda pa je pojavnost le platno, škarje imajo v rokah Banovi nadarjenost, izkušenost in predanost. Vsi zavezani igralskemu poklicu. Impresivna množina Banovih filmskih vlog, ki presega število 50 in govorimo le o filmskih vlogah s televizijskimi, se število dvigne na več kot 70, priča o zgoraj zapisanem, pa tudi o tem, da Iva Bana zasedajo številni režiserji različnih izrazov, poetik, generacij, provenienc. A najglasneje govorijo Banove izvedbe same. Raznovrsten in pisan niz mojstrsko upodobljenih likov. Pričujoči zapis je lahko le kratek, plejada Banovih likov pa prostrana. Zato jih izberimo zgolj peščico, pa ne kronološko. Začeti kratko malo moramo pri Banovi glavni vlogi v filmu Odpadnik. Njegova upodobitev poštenega uslužbenca Ota Kerna, ki neuspešno opozarja na skorumpiranost vodstva tovarne, ki posledično prežema vse njeno delovanje, je prepričljiva, a predvsem izjemno pretresljiva. Lik, ki bi lahko ostal le reprezentacija ideje, zaživi v viharni izraznosti igralca. Ta svoj lik skozi film popelje od nezaupljivega negodovanja do meje norosti, preko zaljubljenosti in družinskih sporov do osebnega razpada. Ivo Ban je za vlogo prejel Stopovo nagrado igralec leta na 16. tednu domačega filma v Celju in nagrado Car Konstantin na 23 filmskih srečanjih v Nišu. Veliko grenkobo nosi tudi Banova sicer komična interpretacija prostodušnega tujčka v filmu Nasvidenje v naslednji vojni. Zelo drugače zagrenjen pa je Ban v filmu Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica, v katerem zaseda vlogo tovariša Jana, ki predstavlja disciplinirano oblast rigidnih načel. Banov Jan je venomer prenapet antipod svobodnega džeza. Leta 1983 je Ivo Ban prejel nagrado Prešernovega sklada za stvariteljske razsežnosti v filmskih vlogah. Spet povsem drugačen je tudi v kolektivizacijo vpet Vanč iz filma Moj ata, socialistični kulak, ki komediji primerno z vso resnobnostjo podaja iskrivo humorne dialoge, pretaka ironijo nesrečnih okoliščin, ki jih komediji navkljub, le za svoje blagostanje skrbeč, kroji tudi sama. Že samo po peščici neštetih vlog razumemo, da Ivo Ban svojih likov nikoli ne predstavlja enoplastno, še tako stranski, vselej organsko zaživijo v mnogoplastnosti življenja.
Ko torej na ulici srečujemo in pozdravljamo Ivabana, se ob srečanjih v nas pogosto sprožijo različna čustva. Vezana bodisi na zadnjo vlogo, v kateri smo velikega ali velikega igralca videli, bodisi na tisto, ki se nam je nekoč neizbrisno zapisalo v spomin in tako se Ivu enkrat nasmehnemo, drugič zasmejimo. Včasih pa nas vendarle spreleti nepojasnjen srh. Ta srečanja se v stvarnem svetu morda zdijo le mimobežna. V čustvenih pokrajinah pa povzročijo nemir, povezan z zaznavo in sprejemanjem filmskih likov, nosilcev marsikaterega bremena sporočilnosti filmov, ki razodevajo številne plasti in plati življenja. Tega Berta bi moral dobiti že novembra, pa ga je COVID prestavil na današnji dan. Tako da sem v teh 6-7 mesecih skombiniral že 9 govorov, kaj bom danes povedal, zdaj sem vse skupaj dal na stran. Zahvalil bi se človeku, ki je napisal to utemeljitev. Človek je kar šokiran, ko sliši, kako je dober. Hvala lepa Društvu slovenskih režiserjev. Hvala vam vsem, ki ste nocoj prišli v tako velikem številu. V bistvu, ko takole gledaš kolege, s katerimi si veliko preigral, se spomniš stvari za nazaj. V bistvu leta 19 je bilo 50 let, kar sem prvič stal pred kamero. Bilo je 50 let, kar sem prvič nastopal v drami, in bilo je 70 let, kar sem se rodil. Če pogledam zdaj nazaj, v bistvu se je res ogromno stvari zgodilo. In bi se spomnil teh stvari na tak način. Kot da sem živel eno dvojno življenje. Da sem ob eni zvesti ženi imel še ljubico. Se pravi, ob gledališču sem imel še film in kamero. Je pa tle seveda še ta prava žena, ki je to moje spogledovanje med gledališko ženo in filmsko ljubico tako potrpežljivo prenašala in me celo vzpodbujala. Bila bi lažna skromnost, če bi rekel, da mi to res ne pomeni zelo veliko. Sej je lepo dobivati nagrade, posebej pa priznanja, ki so na nek način stanovska. Ta mi resnično pomenijo ogromno in kakorkoli že, Ana, niti za eno sekundo, ker sem umanjkal doma, mi ni žal. Hvala lepa vam še enkrat, zelo sem zadovoljen in ponosen. Hvala. Preden sklenemo večer in skupaj nazdravimo nagrajenco, pa še zahvala Slovenski kinoteki za gostoljubje in pomoč,
Slovenskemu filmskemu arhivu za kopijo filma, ki smo si ga ogledali, in Slovenskemu filmskemu centru za finančno podporo pri projektu Večeri DSR. Za konec bi pa rekel, glejmo slovenske filme in navijajmo za slovenski film. Bye.